Pa gremo na vaje. Izračunaj število diagonal desetkotnika. To v oklepaju so pa rešitve. Če se vam zdi, da te naloge že obvladate, si jih prepišite, probajte rešiti, če ne, bomo jih pa skupaj za vaje rešili. Gremo na prvo. Izračunaj število diagonal desetkotnika. Desetkotnik, to pomeni, da je število oglišč 10. N je 10. Zanima nas število diagonal. Zdaj, mi smo povedali, da število diagonal izračunamo tako, da najprej pogledamo iz enega oglišča, to je, vzamemo število oglišč minus 3, v katere ne moramo dati, pomnožimo z vsemi oglišči, ne, krat n, in delimo z 2. Pogledamo to našo formulo in v bistvu za število diagonal ne rabimo prav nič več. Namesto n postavimo 10 minus 3 krat 10 polomljeno z 2 in to je zdaj 7 krat 10 polomljeno z 2, 70 polovic, kar je 35. In odgovor bi bil, desetkotnik ima 35 diagonal. Okej, gremo naprej. Druga naloga. Kateri večkotnik ima 14 diagonal? Se pravi, zdaj pa vemo, da imamo večkotnik, ki ima 14 diagonal. Zanima nas, kateri večkotnik bi to bil. Zdaj se bomo pa mogli malo spopaditi z malo večjo spretnostjo. In sicer, mi vemo, da diagonale dobimo kot n minus 3 krat n polovic. Vemo, da je 14 številka, ki jo mi imamo za diagonale, zato jo vstavimo noter in dobimo n minus 3, zaklepaj krat n polovic. Zdaj imamo pa tako. Zdaj pa imamo n v enačbi, to je krat, ne pozabiti, in poskusimo rešiti enačbo. Pomnožimo z 2, da se znebimo ulomka, ne, in dobimo, da je 28 enako n minus 3 krat n. Obrnimo, ker nam bo lažje. N krat n minus 3 je enako 28. Odpravimo oklepaj, n na kvadrat minus 3n je 28. To je kvadratna enačba. Kvadratno enačbo rešujemo tako, da damo vse na eno stran, n na kvadrat minus 3n minus 28 je nič. Dobili bomo dve rešitvi in dve možnosti imamo. Ena možnost je, da tole razcepimo po vijetov, če gre, a ne. Če pa ne gre, potem pa izberemo a, b, c in damo v formulo za kvadratno funkcijo. Bom si še enkrat napisala, n na kvadrat minus 3n minus 28 je nič. Jaz bom to razstavila po vijetovem pravilu, zato si pripravim oklepaje. N pa n dam vsakega, ne. 28 je recimo 1 krat 28, 2 krat 14, 4 krat 7. In moram dobiti 3 ven, zato bo ta verjetno ustrezni 4 in 7. Ker imamo minus 3, je tukaj minus 7 pa plus 4 in dobimo rešitve. N1 zadošča tej enačbi, ko je minus 4, in N2 zadošča tej enačbi, ko je 7. Zdaj imamo dve rešitvi, zdaj pa katera bo dobra. Mi imamo, kateri večkotnik ima 14 diagonal. Zdaj ste že slišali za minus štirikotnik? Ne, ker ne bi imel 4, ampak še 4 bi nam vzel oglišča, zato negativni rezultat v tem primeru ne bo dober. In odgovor je, ne, n je 7, se pravi, naš lik ima 7 oglišč in to je sedemkotnik. Super, ne? Okej. To je zdaj druga. Gremo na tretjo. Ali obstaja tak n-kotnik, ki ima enako število diagonal kot stranic? No.
recimo število stranic je n in je enako število diagonal. Tole imamo podatek, zanima nas, ali obstaja kakšen tak. Seveda, poglejte, ne, vi lahko to tudi z ugibanjem naredite ali pa z risanjem diagonal. Mi pa bomo to naredili matematično. D je n-3 krat n polovic. Zdaj se samo moramo odločiti, ali bomo d-je vstavili vmest n ali obratno. Recimo, da bomo imeli vse z n, zato ker ko bomo izvedeli n, bomo vedeli rešitev. Tole damo n namesto d-ja. To pa še prepišemo. Lahko pa že to tudi pravite oklepaje. Da se znebimo ulomka, pomnožimo z 2. Dobimo 2n je n-3 krat n. Odpravimo oklepaje. 2n je n kvadrat minus 3n. Pa damo recimo 2 na to stran, se pravi nič je n kvadrat minus 3n minus 2n. Nič je n kvadrat minus 5n. Spet imamo kvadratno enačbo. Kvadratno enačbo lahko rešimo tako, da jo razcepimo. Nič je n kvadrat minus 5n prepišem. Zdaj to pa ne bo vjeto v pravilo, ampak lahko izpostavimo n in ostane n minus 5. Rešitvi, ki dobimo, je n1 je nič. Tu imamo produkt dveh števil. In kdaj bo to nič? Ko bo eno izmed števil nič. Zdaj, če je n nič, potem je vse skupaj nič, pa ni važno, kak je ta izraz. Druga možnost je pa n2. Takrat bo izraz nič, ko bo n5. Zdaj pa spet. Nič kotnik ima res nič diagonal. Torej to drži. Ampak mi iščemo lik, zato je odgovor tale, ne. Se pravi 5 kotnik. Tako. Četrto pa dajte poskusiti sami za domačo nalogo. Za domačo nalogo je bila četrti primer, kateri nakotnik ima trikrat toliko diagonal kot stranic. Vam je šlo? Upam, da. Pa dajmo še vseeno rešiti. Torej, kateri nakotnik ima trikrat toliko diagonal kot stranic. Diagonal je toliko, kot če trikrat pomnožimo stranice. Zdaj pa spet, vemo, da je diagonal, formule za diagonale so n-3 krat n polovici. Če ste zdaj dobro spremljali, poglejte, vedno tudi formulo noter vstavite, pa je to, ne, zmaga. Namesto d-ja bomo zdaj napisali 3n. 3n je n-3 krat n polovic. Pomnožimo, da se znebimo ulomka z 2, dobimo 6n je. Zdaj bom pa kar odpravila ta odklepaj, n kvadrat minus 3n. Damo vse na eno stran, dobimo n kvadrat minus 3n minus 6n. Nič je enako n kvadrat minus 9n. Treba je razstaviti, izpostavimo n minus 9 in dobimo nič, n1 je nič, ne, n2 pa je 9. In naš odgovor je 9-kotnik. Tako. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!